Dobrodošli in vabljeni k ogledu predstavitvenega videa za Moza Book. Predstavil vam bom najpomembnejše funkcije programa Moza Book, posebej prilagojenega za delo na interaktivni tabli. V programu Moza Book si vsak učitelj izbere svoj profil in vpiše svoje geslo za dostop do publikacij. Po prijavi vam program omogoča izbiranje želene publikacije med že pripravljenimi knjigami in zvezki ali predstavitvami, ki ste jih ustvarili sami ali drugi avtorji. Kaj je torej Moza Book? Moza Book je programska oprema za izobraževanje. Učitelju olajša pripravo na pouk in omogoča prikazovanje digitalnih učbenikov opremljenih z dodatnimi vsebinami. Zanimiva in nazorna predstavitev bo pritegnila pozornost učencev in jim popestrila osvajanje novega znanja. Moza Book odlikuje obsežna medijska zbirka, v kateri lahko izbirate med interaktivnimi 3D modeli, video in zvočnimi posnetki, nalogami ter tematskimi orodji in igrami. Med orodji Moza Booka lahko izberete orodje za risanje, kot je na primer relacijski diagram, namenjen povezovanju predmetov. Uporabite lahko tudi ravnilo, šestilo in kotomer. Na voljo pa imate tudi orodje za urejanje animacij, ki jih prikazujem na tej strani. Če ne želite ustvariti nove predstavitve od začetka, vam sistem omogoča uvoz novih PDF datotek. Med iskanjem po internetu sem našel ustrezno PDF datoteko na temo podnebnih sprememb, ki sem jo shranil v svoj računalnik. Zdaj jo lahko takoj uvozim v Moza Book. Kot vidite, vzame uvoz zelo malo časa. Moja PDF datoteka pa je zdaj nov zvezek ali nova predstavitev. Pri ustvarjanju predstavitve mi sistem omogoča, da naredim korak naprej in v predstavitev vključim interaktivne 3D modele, izobraževalne video in zvočne posnetke, slikovno gradivo ali različne interaktivne naloge. Pomagam si z medijsko zbirko. Izberem temo, ki jo želim predstaviti, da bom z njo prikazal uporabnost nove predstavitve. Odločil sem se za prikaz zgodovine antične Grčije in Aten. Iz naše medijske zbirke izberem gradivo, fotografije, izobraževalne videoposnetke ali interaktivne 3D modele iz različnih virov. Ker na svojem računalniku nimam naloženih iskanih fotografij, s ključno besedo Atene jih poiščem na internetu. Izbrane fotografije pa nato vstavim v svojo predstavitev. V zvezek, ki sem ga pravkar odprl, vstavim tole fotografijo. Nato v medijski zbirki poiščem interaktivni 3D model o starogrški Akropoli in ga vstavim. Prizor lahko obračam z drsenjem po zaslonu in tako izbiram želeni pogled. Lahko ga tudi povečujem ali zmanjšujem. 3D model Akropole ponuja tudi sprehajanje in raziskovanje ter kviz za reševanje, povezan s predvajano vsebino. Iz medijske zbirke lahko v PDF, ki sem ga pravkar uvozil, vstavim tudi interaktivne vsebine. Ker govorimo o podnebnih spremembah, v iskalnik medijske zbirke vnesem ključno besedo podnebje. Takoj se mi pojavi več izobraževalnih videoposnetkov, med katerimi izberem želenega. Ko ga izberem, kliknem na ikono za vstavljanje. V svoj zvezek ga vstavim kot majhno ikono, ki se prilega robovom. Nato kliknem na ikono in posnetek se začne predvajati v vgrajenem predvajalniku Moza Booka. S klikom na levo ali desno stran posnetka ga lahko prevrtim naprej ali nazaj.
Mozebook ima v svoji medijski zbirki poleg izobraževalnih videoposnetkov, fotografij in zvočnih posnetkov tudi več kot 1000 3D modelov. V predstavitev lahko vedno vstavim fotografijo, vendar je za učence veliko zanimivejše spremljati gibljiv, animiran in interaktiven 3D model, ki je za učitelja zlahka vodljiv. Poleg vizualnih informacij so Mozebookovi 3D modeli opremljeni z besedilom in sinhronizacijo. Besedilo je na voljo v številnih jezikih. Poleg interaktivnih 3D modelov in elementov Mozebookove medijske zbirke lahko izbirate med mnogimi interaktivnimi orodji in igrami. Ta orodja so primerna za izobraževanje na vseh stopnjah šolanja. Zdaj odprem orodje za potovanje v času, ki je interaktivna zgodovinska časovnica. Orodje Časovni stroj prikazuje zgodovinske osebnosti in slavne ljudi. Med zgodovinskimi osebnostmi poiščem na primer Platona. Ga vstavim v središče prikaza med sorodne filozofe, izberem veliko ikono in jo pripnem v predstavitev zgodovine stare Grčije. Podobno kot pri izobraževalnih videih odpremo orodje s klikom na povezavo. Na ta način si lahko pripravimo obravnavano temo za predstavitev v razredu in pri pripravi in samem pouku prihranimo veliko dragocenega časa. Orodje Časovni stroj pomaga učitelju pri obravnavi določene zgodovinske teme. Mozebook pa nudi tudi številna orodja za naravoslovne predmete. Nazoren primer je električni komplet, kjer lahko izbiram med že pripravljenimi električnimi krogi in s spreminjanjem napetosti baterije opazujem spreminjanje napetosti in toka v sistemu. Podobno kot videoposnetek ali interaktivni 3D model, ga lahko shranim v predstavitev ali publikacijo, ki jo trenutno uporabljam. Mozebook ponuja tudi matematična orodja za najmlajše učence, s katerimi pridobivajo različne veščine, na primer uporabno znanje seštevanja in odštevanja. Tako orodje je na primer denar, kjer se učijo ravnanja z denarjem v različno zastavljenih nalogah. V Mozebookovi zbirki orodij je zelo uporabno orodje za sestavljanje raznolikih nalog. To orodje je koristno pri individualnem ocenjevanju. Ponuja več tipov nalog, na primer naloge z enim ali več pravilnimi odgovori, naloge za dopolnjevanje, urejanje in povezovanje parov. Učitelj lahko s tem orodjem sestavi učni list z različnimi tipi nalog. Te naloge vključujejo vstavljanje manjkajočih besed, povezovanje pojmov in dodajanje ustreznih poimenovanj. Na voljo so tudi križanke. V naloge za povezovanje lahko vnesemo tudi zvočne posnetke, kot je na primer oglašanje živali, ali pa vstavimo izobraževalni video in učenci po ogledu odgovarjajo na vprašanja. Zato uporabimo tip naloge, pri kateri preverjamo pravilnost trditev. Po končani nalogi lahko učitelj s klikom na gumb za preverjanje ovrednoti učenčevo delo. Ko učitelj dokonča predstavitev ali uvozi novo PDF datoteko in sestavi učni list za preverjanje in ocenjevanje osvojenega znanja učencev, lahko s pomočjo Mozebooka svoj izdelek deli z drugimi. Svoje zvezke, uvožene PDF datoteke ali učne liste, ustvarjene z orodjem za naloge, lahko naloži na Mozaweb. Z drugimi jih deli na ravni institucije, s čimer omogoči dostop do gradiva vsem drugim učiteljem na šoli. Označi jih lahko kot javne, da jih bodo lahko uporabljali tudi drugi, ali zasebne za svoje nadaljne delo. Če se boste znašli v zadregi in ne boste vedeli, kako uporabljati določeno funkcijo Mozebooka, poiščite pomoč. Kliknite na vprašaj v zgornji vrstici zaslona, kjer boste našli priročnik, kako začeti. Lahko pa si odvrtite videoposnetek s podrobnimi navodili ali poiščete Mozebookovo pomoč urejeno po tematiki. Z dolgim klikom na ta gumb se pokažejo dodatna pojasnila. Z uporabo mozaikovih izobraževalnih vsebin se digitalno poučevanje in učenje po končanem pouku ne zaključi.
Doma lahko učenci dostopajo do Mozaweba z kakršnekoli naprave in z njegovo pomočjo brskajo po vsebinah naše medijske zbirke. Samostojno si lahko odvrtijo digitalne vsebine, ki jih je učitelj z Mozabookom prikazoval v razredu. Mozaweb omogoča tudi opravljanje domačih nalog na spletu in ogled vsebin, za katere se učitelj odloči, da jih deli. Mozaweb omogoča učenje doma in pošiljanje povratnih informacij med učencem in učiteljem. Kaj torej potrebujete za svoj razred? Za uporabo Mozabooka na interaktivni tabli potrebujete eno ali večjezično različico programa Mozabook. Razlika med njima je, da je prva na voljo v izbranem jeziku, medtem ko je druga na voljo v več kot 20 jezikih, kar pomeni, da lahko jezik programskega vmesnika in vsebine kadarkoli zamenjate. Če imate kakršnakoli vprašanja, obiščite spletno stran www.mozaweb.com/sl, kjer najdete ponudbe izdelkov, navodila in predstavitvene videoposnetke. Hvala za pozornost.